V Prešernovem gaju je potekala spominska slovesnost ob 150-letnici Simona Jenka ob njegovi smrti in v teh dneh se bodo zvrstile številne prireditve. Kdaj se pravzaprav začenjajo? Ja, jaz bi vas povabil predvsem na dve, in sicer v nedeljo, 20. oktobra ob 8. zjutraj se začenja pohod po poti Jeprškega učitelja iz Drulovke proti Mavčičem in pa potem v nedeljo 20. ob 12. uri v Mavčičah je osrednja spominska slovesnost v spomin 150-letnice smrti Simona Jenka v Mavčičah. Druga stvar, na katero bi pa povabil vse gledalce, je pa v četrtek 24. oktobra ob 6. uri zvečer bomo v Starem Kranju odprli Jenkovo sobo, ob 7. zvečer, ob 19. uri pa vse lepo vabim v Prešernovo gledališče na podelitev Jenkovih nagrad. Po dolgih letih se ta prireditev zopet vrača v Kranj, v Prešernovo gledališče in pričakujemo tudi lep in dober obisk. Vstopnine ni, brezplačno za vse ljubitelje poezije, vabljeni. Lahko strnete nekaj vaših misli po tej čudoviti prireditvi prežeti z pesmimi ob smrti 150-letnici Simona Jenka tu v Prešernovem gaju? Ja, seveda, najprej moram reči, da v bistvu, tako kot je bilo danes že večkrat povedano, sem zelo ponosen, da živim v Kranju, da sem Kranjčan, kjer imamo zares, če rečem, zgodovinsko srečo, da imamo pokopana dva največja pesnika, poleg Franceta Prešerna tudi Simona Jenka, in ponosen sem, da lahko tako svečano obeležujemo njegovo, sicer žal smrt, 150-letnico smrti, ampak vseeno, prav je, da se spomnimo na velikega pesnika in vesel sem, da smo imeli danes to veliko prireditev in seveda tudi v prihodnjih dneh kar nekaj njih. Čudovit vaš nastop, obenem pa vi ste Jenkova nagrajenka. Kaj za vas pomeni Jenkova nagrada? Jenkova nominiranka sem, kolikor vem. Nagrada je gotovo, Jenkova nagrada je pomembna pesniška nagrada, ne nazadnje se komisija odloča za 2 leti, torej izbira med več kot 500 zbirkami. Mogoče za nas, ki nam pravijo neki mlajši ustvarjalci in ustvarjalke, je še posebej pomembna, da nimamo občutka, da smo izven sveta, ne nazadnje ne pišemo zato, da bi imeli svojo literaturo v predalih, trudimo se izdati svoje stvari in pomembno je gotovo, ker je nek poriv za nadaljevanje, da veš, da nisi sam na svetu. Potekajo dnevi Simona Jenka in letos je še posebej slovesno, nekje obeležujete 150 let smrti Simona Jenka. Pač smo že Slovenci tako narejeni, da tiste dneve, ko nekdo od znanih umre, praznujemo. Pa po svoje pa tudi prav. Takrat šele vemo, kaj je v življenju ustvaril. Simon ima pa slučajno oba dneva, rojstni dan in dan njegovega odhoda, vse v oktobru, zato so tudi v teh dneh od 18. do 27. Jenkovi dnevi. Pripravljajo se številne prireditve, menda je ta prva tukaj v Prešernovem gaju in tudi podelili boste Jenkove nagrade. Ja, moram reči, da so že tudi potekle, začele že prej. V Medvodah, na primer, so že pripravili vodnjak poezije ob knjižnici in tam je bila glavna tema Simon Jenko. Danes v občini Kranj pa seveda prva prireditev 18. na dan njegove smrti, tule v Prešernovem gaju. In potem vse naprej, mimo 20. v nedeljo, ko bomo imeli pohod po poti Jeprškega učitelja in ob 12. se začne pri spomeniku na Podrečje proslava, pa potem druženje še do večera, pa naslednji teden še podelitev Jenkove nagrade v Kranju v Prešernovem gledališču, pa še osnovna šola Orjehek bo tudi, ker ima podružnično šolo v Mavčičah, pripravljena v naslednjem tednu v torek krajšo ali pa, ne vem, zdaj pravijo, da bo presenečenje, tudi eno prireditev okrog Simona Jenka in tako naprej.